Aljaž Pogačnik, direktor vršilc dolžnosti Gornjesavskega muzeja, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Miha Maleš je gostujoča razstava iz Kamnika, katerega akademski slikar in ga predstavljate v Kosovi graščini na Jesenicah. Kdo je bil pravzaprav Miha Maleš, da je bil akademski slikar? Miha Maleš je eden izmed najpomembnejših slovenskih umetnikov. Prihaja iz Kamnika, kakor tudi ta zanimiva razstava Medobčinskega muzeja Kamnik z naslovom Živopis. Miha Maleša bi lahko označili za ekspresionista po liniji in fauista po barvi. Danes se s to razstavo predstavlja v Kosovi graščini s svojimi monotipijami, svojim ciklom narodnih noš. Avtor je bil leta 1948 povabljen v Makedonijo na festival narodnih noš in narodne noše, živopisne, kakršne so ga tako močno fascinirale, da si je odločil, da jim posveti kar svoj cikel. Te upodobitve narodnih noš so nastajale tudi po njegovi vrnitvi nazaj v Slovenijo, vse tja do sredine 50. let 20. stoletja. Še več, ni se osredotočil samo na makedonske noše, ampak je razširil upodabljanje narodnih motivov oziroma narodnih kostumov tudi na gorenjsko narodno nošo, pa črnogorsko narodno nošo, pa dalmatinsko narodno nošo in tako dalje. Tukaj se predstavlja predvsem z različnimi likovnimi tehnikami, od same risbe do lesoreza, največ pa je tukaj monotipije, zanimive grafične tehnike, kjer kontura stopi malce v ozadje in v ospredju pridejo te živopisne barve. Avtor se pri teh upodobitvah ni samo osredotočal na opise samo narodnih noš, ampak so opazne tudi karakterne, portretne poteze portretirancev, tudi sam karakter in pa trenutno razpoloženje. Tako da vse obiskovalce lepo vabim, da se našo razstavo v Kosovi graščini tudi ogledajo. Razstavo bomo gostili vse do 31. julija, praktično do avgusta. In kdaj je ta razstava na ogled? Ta razstava je na ogled vsak dan, od ponedeljka do petka, med 10. in 12. uro in med 16. in 18. uro. Kaj sicer še pripravljate v Kosovi graščini čez poletni čas? Ja, čez poletni čas pripravljamo tudi razne delavnice za šolske skupine, ki se zaključujejo sicer res da s koncem šole, tako da vsak dan potekajo te delavnice tudi za predšolske otroke, tako da je Kosova graščina v teh dneh polna otrok, lahko rečem. Žal so po svoje vsi termini teh delavnic že zasedeni, tako da mogoče za obiskovalce, ki bi radi k nam pripeljali svoje otroke, mogoče bo naslednja priložnost v jeseni. Se Gornjesavski muzej tudi tokrat na osrednji prireditvi predstavlja na Stari Savi? Na paradi učenja? Na paradi učenja. Ja, na paradi učenja se predstavljamo tudi z delavsko kasarno, tako da so obiskovalci povabljeni, da se ogledajo delavsko stanovanje v kasarni in si privoščijo mogoče tudi dobro delavsko kavo, ja, bomo rekli.